še zadnjega referenta, sicer Ivana Smiljaniča, mladega raziskovalca na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, kjer pripravlja disertacijo o stečajih na slovenskem času avtorovske države Jugoslavije. V objavljenih člankih pa se ukvarja predvsem, oziroma se ukvarja z gospodarsko zgodovino in javnih spomeniki. Pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino je 2 leti nazaj prišla njegova monografija, Govor o prostorih fotografija, Prešernov v socializmu, in še vse enkrat pomembno naslov predavanja, ki ga bo imel percepcije stečajev in prezadolžencev na slovenskem pod avstro-ogrskem in pod Jugoslavije. Spoštovani kolega, prosim. Hvala lepa. Ja, torej rad bi predstavil en fragment iz dizertacije, ki sem jo napisal, v katerem bi rad predstavil, torej, kakšen družbeni kontekst je pravzaprav obdajal stečaje v tem obravnavanem obdobju. Torej, če začnem z definicijo, stečaj ali bankrot, oziroma kot smo takrat Slovenci rekli konkurs, je zakonsko urejena oblika prenehanja finančnega ali gospodarskega delovanja prezadolžene bodisi fizične ali pravne osebe, med katero je opravljena izvršba nad premoženjem dolžnika z namenom vsaj delnega poplačila njegovih upnikov. Torej, lahko se zgodi v vsaki družbi, ker obstaja nek kapitalistični prosti trg, na katerem je mogoče izgubiti denar in kjer je ta polom tudi sankcioniran z zakonodajo. V preteklosti je veljalo, da kdorkoli pride v stečaj, kdorkoli postane prezadolžen, da je odgovoren on sam osebno. Torej, nihče ni priznaval kakršnega koli vpliva gospodarskih kriz, slabih gospodarskih okoliščin, ampak vse je bilo odvisno od posameznika in bodisi njegove nesposobnosti, da je uredil svoje finančno stanje, bodisi je bil pa preprosto goljuf, ki je hotel oškodovati svoje upnike in poslovne partnerje in na koncu tudi družino. No in zaradi takega tolmačenja so bile tudi kazni zakonsko določene skozi zgodovino zelo ostre. Rimska zakonodaja je začela praktično z usmrtitvijo ali prodajo za sužnja. Če je bilo upnikov več, so lahko razkosali tega svojega dolžnika. In postopna omilitev teh kazni je prišla potem šele v 19. stoletju. Vseeno je pa stigma ostala še globoko v 20. stoletju, ko se pa stečaj nekako bolj normalizira kot pojav in ni več tako strašen kot nekoč. Podobno lahko spremljamo tudi pri stečajnih zakonih, ki so veljali na slovenskem obravnavanem obdobju. Torej, prvi sodobni stečajni zakon je sprejel Franc Jožef na Božič 1848, potem zaradi pritožb, da ni dovolj učinkovit, je moral sprejeti še enega 1914 in po zgledu tega drugega zakona so potem v Jugoslaviji leta 1929 sprejeli še svoj zakon, ki je poenotil do takrat zelo kaotično ureditev, ker je vsak del države obdržal ureditev izpred leta 18, tako da je sočasno pravzaprav veljalo 5 različnih stečajnih zakonov, Črna Gora pa sploh ni poznala stečaja. In to se potem poenoti z letom 1929. In vsi ti zakoni so seveda predvidevali bolj ali manj ostre kazni za prezadolžence, izguba raznih državljanskih pravic, tudi volilno in tako naprej. No, torej, slovensko javno mnenje je o stečaju govorilo predvsem skozi optiko moralnosti in v bistvu s tem, ko je nekdo prišel v stečaj, je že bil naprej obsojen. To je bil nek tak neizbrisen madež. Recimo en članek iz Slovence iz leta 1889 je označil, da je stečaj pravzaprav družbeno sprejeta, premišljena, preračunjena tatvina in tisti, ki prosijo za stečaj, so pravzaprav samo sebičneži, ki samo iščejo, kje se le da kaj opehariti in da mu nič ni za druge, naj se obesijo ali sploh ugonobijo, tako vsled njegove krivde osiromašijo. Skratka, edino, kar naj bi zanimalo ljudi, ki so prišli v stečaj, je to, da bi mogli živeti kot gospodje na troške drugih ljudi, brez dela in brez truda. Na drugi strani pa poštenjak bankrotov ne dela, ker revščina ne jemlje še poštenja. In to je očitno bil splošen princip.
Sicer sklepam za povprečnega človeka, če v stečaju ni bil udeležen na noben način, je bil to predvsem tak zanimiv, ne vsakdanji dogodek in priložnost, da gre na javno dražbo premoženja in si po ugodnih cenah nabavi predmete ali nepremičnine. Recimo igralec Anton Cerar Danilo se je spominjal prvega stečaja, ki ga je doživel v otroštvu v Ljubljani in očitno je šlo za atrakcijo, ker so ljudje množično hodili gledati pečate na trgovini in da skratka je bil tak dogodek, ki je iz tega vidika kot neka atrakcija pritegoval zanimanje meščanov. No, potem v času prve Jugoslavije se je nekako vzpostavilo mnenje, torej za nazaj je avstrijska doba postala taka zlata doba, torej ko na stečaju sploh še ne bi bilo, ko so bili trgovci še pošteni. Potem se je pa vse to pokvarilo v Jugoslaviji zaradi trgovcev, ki so postali nepošteni in zakonodaje, ki jih ne preganja pravično. Vsi so pa seveda pozabili, da so isti pogledi obstajali že globoko v Avstro-Ogrski. Tako da ne vem, recimo srbski komediograf Branislav Nušić je napisal neko satirično igro Beograd nikdaj in sedaj in je tematiziral to razliko med staro generacijo, za katero je stečaj pomenil strašno sramoto in so se dogajali samomori. Na drugi strani pa mlajšo generacijo, ki stečaj obravnava samo še kot dobro poslovno priložnost, tako rekoč. In potem, ko so to igro igrali tudi v Ljubljani v 30 letih, je tudi ponovno Slovenec pisal, da je vsekakor to tudi stanje, ki ga poznamo v Sloveniji. Torej, tudi v Sloveniji so ljudje, ki mislijo, da je konkurs navadna finančna operacija. Kaj za to, če upnik izgubi nekaj svojega denarja? Mar jim je, da izgubi ta ali ona hranilnica tisoče in tisoče ljudskega denarja, ki so si ga izposodili od nje. Na drugi strani pa torej, liberalni slovenski narod se je pa pristopil do problema stečajev s satiro. Torej, on je pa probal dokazati v navednicah, da so stečaji za gospodarstvo v resnici blagodejni in nujno potrebni. Tako da je pisal recimo, češče se govori o neverjetnem napredku naše dobe, a vedno se premalo naglaša, da so največji napredek našega časa konkurzi. Jasno je, da je treba konkurze pozdravljati, da se jih moramo veseliti, ker je tem boljše čim več konkurzov. Upajmo, da ne bo treba nikogar spodbujati, naj se potrudi, da bo napovedal čim prej konkurs. Zdaj, seveda, po vseh teh kritikah se zastavlja vprašanje, ali so obstajali tudi kakšni bolj naklonjeni pogledi, ali je kdo razumel stisko dolžnikov. In pravzaprav edino polje, kjer je mogoče najti neke take poglede, je književnost. Torej, predvsem literati in predvsem realistični literati so prepoznavali stisko in to, da sankcije, ki pridejo s stečajem, segajo daleč onkraj tega, kar predvidi zakonodajo in vpliva tudi na bližnje in ljudi okoli teh prezadolžencev. Zdaj, večina kratkih zgodb, ki sem jih našel, ki se ukvarjajo s tem problemom, se avtor na koncu izogne tragičnemu zaključku z nenadnim preobratom, s tem, da družina najde bogastvo. Zdaj, eden redkih realističnih in s tem pesimističnih prikazov je pa upodobila Zofka Kveder v kratki zgodbi Konkurs iz 1907, ki govori o mladoporočencih, ki odpreta trgovino in jima najprej gre v redu, ampak ker sta se za trgovino zadolžila in ker sta prodajala na kredo, se potem pojavijo finančne težave in mož mora začeti mašiti in si izposojati denar in tako dalje, ampak na koncu seveda torej se zgodi polom in trgovino zaprejo in ženo pride iskat njen oče in jo odpelje domov in je jezen, da se je sploh dovolil poročiti se z neizkušenim mladeničem. No in tudi konec je precej tragičen. Jutri bo razprodaja, sneli bodo tablo razvrat, torej presledokrat, prodali vse, tudi blagajno, kjer je sedela ona in odkoder so ga sledile njene sladke oči. Vse se je porušilo, vsa sreča, vse je propadlo, vsi načrti, vsi sni, vsi upi.
Torej, to je zdaj moralni aspekt. V slovenskem časopisu lahko spremljamo pa še druge dimenzije stečajev, predvsem politične in nacionalistične. Torej, polno je komentarjev stečajnih postopkov, ki se vrednotijo glede na nacionalno opredeljenost ali politično prepričanje dolžnika. V praksi to pomeni najkrajše povedano, da so se Slovenci veselili nemških polomov in obratno, in enako velja za konzervativce in liberalce. Torej, stečaji so potem takem še eno bojno polje, na katerem so potekali spopadi nacionalnega in kulturnega boja. Torej, slovenski tisk je poln raznih komentarjev ob stečajih nemških trgovcev v spodnještajerskih mestih. Pogosta pripomba ob tem je bila taka besedna zveza, da se rušijo stebri nemštva. In istočasno, če je bil nemški trgovec obsojen, če je bil obsojen na zaporno kazen zaradi goljufivega stečaja, tega ni pozabil omeniti slovenski tisk, in še posebej glasen je bil, če je menil, da je dobil prenizko zaporno kazen. Tako da zaradi tega je pravzaprav razpadla ta neka mednacionalna stanovska kolegialnost med spodnještajerskimi trgovci, so se razdelili na dve skupini, tudi to slavno geslo svojih k svojim to simbolizira. In tudi recimo po teh dogodkih leta 1908 na Ptuju in v Ljubljani je več nemških trgovcev, ki so prijavili stečaj, reklo, da je glavni vzrok tega poloma predvsem upad prometa s Slovenci, ki so jih bojkotirali. No, istočasno še bolj burne polemike so potekale med katoliškim in liberalnim taborom, torej znotraj Slovenci. Torej, vsak večji polom, ki ga je bilo mogoče povezati z eno ali drugo opcijo, je nasprotni tabor ves čas izpostavljal, smešil, napadov, medtem ko so ga somišljeniki branili ali pa se skušali od njega distancirati ali pa skušali skrivati ali blažiti njegove razsežnosti. No, in tako časopisa Slovenec kot Slovenski narod sta polna tovrstnih prispevkov, torej napadanje nasprotnikam in branjenje svojih politikov in predstavnikov. No, mogoče še ne še čisto sklep, ampak proti sklepu zdaj se zastavlja vprašanje, kako so pa svoj položaj doživljali sami prezadolženci. Na to sem poskusil rekonstruirati s pomočjo dokumentov, ki so jih napisali sami in so ohranjeni v sodnih spisih, v arhivih. Ta čustva so razumljivo bila intenzivna. Pogosto prisoten element je, da niso razumeli pravzaprav tega kompleksnega pravnega sistema, v katerega so padli s trenutkom uvedbe stečaja. Torej niso razumeli, kdaj, zakaj in kako morajo pravzaprav prositi za uvedbo stečaja in niti kaj to pomeni pravzaprav za njih. No, in te posledice so bile torej resne. Torej, da citiram en kratek odlomek iz spominov kemičarke Aleksandre Korenhauser-Fraser, katere oče je doživel polom med krizo v 30 letih. Torej, citiram: "Sedaj posamezniki tvegajo le del, ki ga v podjetje vložijo, medtem ko svoje preostalo premoženje ohranijo. Takrat je pa prevladovalo solastništvo z neomejeno odgovornostjo, torej si kot investitor garantiral z vsem svojim premoženjem. Tako je moj oče izgubil vse. Čez noč smo se morali preseliti v dom moje matere Nete. Oče se od tega padca ni nikoli opomoril, zanj je bila resničnost še posebej grozljiva. Zjutraj je odhajal od doma in se vračal pozno v noč. Le tu pa tam je s kakšnim lesnim poslom malo zaslužil. Prekarno, bi rekli danes. Otroci smo takrat dobro vedeli, kaj se pravi biti lačen, še bolj pa smo se počutili odrinjeni." Ta problem preskrbovanosti, preskrbljenosti materialne in finančne je bil seveda največji problem za številne prezadolžence, ampak sem našel tudi primere nekaterih prezadolžencev, ki so bili pa bolj zaskrbljeni za svoj družbeni status, torej da so še vedno skušali skrivati to, da so v težavah. In recimo ena anekdota iz časopisa iz leta 1910, ki to odraža. Čujemo, da je proizvajalec salam Rajmond Andreto z ljubljanskega Viča pripeljal se k deželnemu sodišču v dvouprežni kočiji sam napovedati konkurs. Ker je pozabil doma neki spis, se je peljal nazaj in se vrnil z avtomobilom. Tako Nobel v Ljubljani še nihče ni napovedal konkurza.
Spet nekatere druge prezadolžence pa so neposredno šikanirali tudi predstavniki sodišča. Recimo en zanimiv primer, ki je tudi z vidika slovenske literarne zgodovine intriganten, je ljubljanska modistka Minka Horvat, ki je šla v stečaj v 20 letih in stečajni sodnik v njenem primeru je bil Alojz Gradnik. In v nekem dopisu je Minka Horvat spraševala stečajnega upravitelja, ali je prišlo do Gradnikove zamenjave, ki jo je zahtevala sama, ker se je bala, kot je napisala, še večjih surovosti, kot mi jih je ta gospod kot uradna oseba v obraz vrgel. Bojim se, da me bo drugič dejansko napadel. In potem, ko je od Gradnika dobila poziv, naj se zglasi v njegove pisarne, ga je zavrnila, češ da se ga boji. In v nekem drugem dokumentu je razkrila, kateri Gradnikov komentar je najbolj zabolel. In ko ga je nekoč spraševala po neki zadevi v postopku, je nazaj zabrusil, ali hočete, da vas do nazega slečemo. Da naj mi bo oproščeno, ker je tukaj bližina Gradnikovega rojstnega kraja, ampak to sem pač našel. Seveda so skrajna posledica teh stisk je lahko samomor in to se je tudi nedvomno dogajalo, ampak tukaj so pa zelo slabo ohranjeni viri, torej arhivska dokumentacija o tem niti ne govori, časopis je pa pač problematično in s tem zelo preprostim psihologiziranjem sicer definira, da so nekateri storili samomor zaradi teh težav, ampak je težko dokazati karkoli konkretnega, tako da tukaj se zaenkrat ne bi spuščal pregloboko. Za zaključek pa še čustva, ki so jih doživljali upniki. Ta čustva je pravzaprav mogoče skrčiti samo na eno željo in to je želja po hitrem in kar se da visokem izplačilu terjatev. To se neprestano ponavlja v teh spisih, ki sem jih našel. Ponavadi so dodali še opis težkih razmer, v katerih so se znašli, da bi zbudili sočutje. In zanimivo, ta pisma so vedno naslovili na stečajnega sodnika, ki so ga imeli za neke vrste poroka pravičnosti, nikoli pa na upravitelja, ki je bil odvetnik in s tem njihova konkurenca in nekdo, ki bi jim rad odžrl sredstva iz stečajne mase. Tako da rad bi zaključil z enim primerom nekega Alojzija Rojška, katerega sveženj pisem sem najdel v spisih o stečaju glavne posojilnice iz leta 1911, ki na tak slikovit način prikazuje, kaj je preživljal povprečen upnik, ki je čakal na izplačilo. Torej, ta Alojz Rojšek je bil varčevalec pri posojilnici, sicer pa emigrant, je delal v Minnesoti v rudnikih. In v pričakovanju izplačila svojih prihrankov je Rojšek med postopkom napisal približno 20 precej nekoherentnih, ampak vseeno slikovitih pisem, ki vse bolj izražajo njegovo stisko. Recimo v enem pismu je napisal: S tem potom sem primoran naznaniti, da jaz, kateri sem se 12 let mučil po teh rudokopih v Ameriki in sem šparal pa v glavno posojilnico pošiljal za stare dni, sem vse svoje moči pustil tu in tudi svoje mlade leta. Šparal sem tako, da se nisem kozarec piva privoščil, a zdaj bi bil pa ob vse. Meni je tako hudo, da se noč in dan jokam. Pomagajte mi, slavni cesarsko-kraljeve deželne sodnije, gospodje, da ne bi izgubil. Bog in Mati Božja, varuj izgube, potem mi ne drugega kaže, kakor sam sebi življenje vzeti. In sčasoma se je naveličal tega čakanja, ker ni dobil odgovora sodišča in je tako začel ubirati vse ostrejši ton, češ da sodišče ne želi pomagati upnikom, na koncu je pa začel napadati tudi deželno in državno vodstvo. In je pisal: vi bi radi zatrli vložnike in vi ne gledate na siromake, da bi jim pomagali. Zakaj bi vi radi zatrli upnike? Glejte rajši na bogatine, naj se jim od velikih svot odvzame, ne pa na reveže pritiskati. Dolžnost je cele Avstrije poravnati mojo izgubo, dolžnost, da se trdo zasluženi denar nazaj povrne. Deželna vlada je kriva, ali država, katera je dovolila in privolila imeti posojilnice. Dežela je pobirala davke od posojilnice, ona bi mogla tudi gledati povrniti, ne pa tako rekoč napraviti limanice, da ljudi lovi noter v sleparstvo. In nazadnje pa še dramatično napovedal upor.
Naš denar je bil in mi imamo pravico do njega in mi bi mogli revolucijo vzdigniti. Z revolucijo končujem, da ne bom predolg. Hvala za pozornost.